Zdaj pa vabim predsednika vlade Boruta Pahorja, ki bo, kot smo napovedali v sklicu tiskovne konference, skozi pregled izvajanja izhodne strategije in skozi druge podatke podal oceno o učinkovitosti dela vlade v minulem letu in glede na to, da je vso leto pridno odgovarjal na vsa vaša vprašanja, včeraj imel tiskovno konferenco na aktualne teme, bi ga danes oprostili vprašanj in mu dovolili. Lep pozdrav, gospod gospodin. Zaključujemo leto 2010. To je drugo leto, ko imam z kolegicami in kolegi v ministrski ekipi in privilegij in čast in odgovornost, da v skladu s pristojnostmi vlade vodim to državo skozi največjo gospodarsko krizo po drugi svetovni vojni. Rad bi povedal, da sem po 2 letih relativno zadovoljen z upravljanjem, vendar bom zadovoljen takrat, ko bodo z rezultati zadovoljeni tudi ljudje, za katere se trudimo. Ob tem bom nekaj osebnega rekel še ob koncu te tiskovne konference. Ker je po tradiciji tako, da ob koncu vsakega meseca pogledamo na semafor, naj to storimo za začetek tudi danes. Eden velikih problemov slovenske politike vse od leta 1990 naprej, jaz sem, kot veste, bil eden najmlajših delegatov Vučarjeve skupščine, potem ves ta čas v slovenski politiki in si to dovolim reči. En največjih problemov slovenske politike je bil, da je imela velike načrte in veliko obljube, dostikrat pa je pri tem tudi ostala. To se je lahko zgodilo, ker čas ni silil v to, da bi se tisto, kar je bilo obljubljeno in sklenjeno, tudi storilo. Zato sem v svojem slavnostnem govoru v Cankarjevem domu citiral doktora Kinga, ko sem govoril o potrebnosti reform, da sedaj vlada glede reform silovita nuja sedanjosti. Ni alternative. Ali gremo z reformami skozi krizo in zmagamo, ali pa bo Slovenija ostala povprečna, ali morda celo podpovprečna država. To pa niso bile sanje naših ljudi pred 20 leti. Kot vidite na semaforju, manj kot leto dni potem, ko je slovenska vlada sprejela izhodno strategijo, je 2/3 od 27 zelo zahtevnih zakonov že uveljavljenih. Začeli so veljati. Kot vidite, se ostali procesirajo. Mislim, da je glede tega to eno bolj uspešnih let v slovenski politiki in da se s tem lahko pohvalimo. To so zakoni, ki so terjali veliko znanja, veliko dela. Mnogi zakoni so imeli tudi, če ne strinjanje, pa vsaj razumevanje socialnih partnerjev, nekaterim pa so tudi ostro nasprotovali, o tem bom rekel nekaj besed kasneje. 2/3 izhodne strategije, ki ima 3 stebre, podjetništvo in znanje za razvoj, varno prožnost in socialno kohezivnost in razvojno ter prometno in energetsko infrastrukturo, smo torej spravili v slabem letu dni pod streho. Tisto, kar se strokovno reče implementacijski deficit in je bilo res značilno za slovensko politiko, je, ker smo bili praktično postavljeni pred zid, da to storimo ali propademo, da smo v tem uspeli. Rad bi skupaj z vami, potem ko smo se na hitro sprehodili skozi semafor, pogledal pregled nekaterih gospodarskih kazalcev leto dni po koncu najbolj hude recesije v Sloveniji in v moderni ekonomiji oziroma v modernem svetu globalne ekonomije, zato da bi pokazal, da bi našim ljudem povedal, da jih s tem ne silim v optimizem, da jim samo rečem, da so razlogi zanj.
rad bi šel skozi nekaj rezultatov, ki kažejo, kako Slovenija okreva. Hočem povedati, da ukrepi, ki smo jih spremljali, to so, da niso edini, tudi mnogi drugi, iz najhujše, iz dna krize, Slovenijo danes varno, sicer postopoma, a zanesljivo vodimo na pot okrevanja. Meni je bilo malo prej rečeno, da je eden od vodilnih politikov Evropske unije zadnjič pokazal 3 skupine držav v Evropski uniji po dinamičnosti izhoda iz krize, in jaz sem zelo zadovoljen, da prihajam iz države, ki je umeščena v prvo skupino. V tisto, ki potem, ko pogledate suma sumarum vse kazalce, ne samo te, skozi katere se bomo mi danes nekoliko prebili, pokaže, da smo na pravi poti. Ampak na koncu, kot sem rekel, bom rekel nekaj osebnega, kar bo skozi moje oči pojasnilo, zakaj kljub temu, da Slovenija po mnenju domačih institucij, Umarja in drugih in tujih, dobro prebija obroč krize, vlada neka precej zadržana atmosfera glede optimizma za prihodnje. Poglejmo najprej podatke o gospodarski aktivnosti. Bruto domači proizvod je bil lani minus 8,1. To morate videti zlasti, to je edini podatek, ki ga bom dal v razmerju do leta prej, glede na leto 2008. Mi smo leto 2008, kot veste, začeli zelo visoko, skoraj na 7%. Ga potem seveda proti koncu leta 2008, to so bili znaki leta 2008, da se kriza začenja, vendar se nekako ni želelo opaziti tega. So bili 3,7% pozitivne gospodarske rasti. Potem pa pazite, minus 8,1, dno krize, zares hude razmere. In danes, leto dni kasneje, imamo pozitivno gospodarsko rast okrog 1%. Ni visoka gospodarska rast, vendar je pozitivna in obeta, tudi to je edini podatek, ki ga bom povedal za naprej, da utegne biti ob teh razmerah, kolikor je mogoče predvideti situacijo, 2,5%. V 2011. V 2011. Tisto, kar me nekoliko zaskrbljuje, je samo to, da v tem primeru potem moramo držati obljubo sindikatom javnega sektorja in izpolniti kolektivno pogodbo, tako kot je bilo dogovorjeno. To pravim zato, ker je eden od problemov, ki jih ima Slovenija, po mnenju mednarodnih institucij, ki ocenjujejo našo bonitetno oceno, enega smo rešili, če bo uspel tudi referendum, to je pokojninska reforma, dolgoročno, kratkoročno pa je visok strošek delovne sile. In glede tega mogoče še kasneje besede. Naprej, to je, upam, tudi za tiste, ki se na gospodarstvo in ekonomijo posebej ne spoznajo, vendarle obetaven podatek. Iz minus 8,1 smo v letu dni prišli na pozitivno gospodarsko rast okrog 1%. Naprej, industrijska proizvodnja. Če bila ta leta 2008 dober 1,5%, je bila lansko leto skoraj 20% nižja. Za 1/5 se je znižala v enem letu dni. In kakšni so obeti za letošnje leto? Okrog 6,5%. Lani minus 18,9, letos po napovedi 6,6. Poglejmo realno rast izvoza blaga in storitev. V lanskem letu minus 17,7. Letos po napovedi, ki bo verjetno zdržala, 7%. Realna rast uvoza blaga in storitev v procentih
minus 19,7, 2,9, napoved za letos 5,6. Kot sem lani dejal, sem si želel, da bi anketno stopnjo brezposelnosti, se spomnite tiskovne konference pred letom dni, mislim, da je šlo tudi za državno proslavo ob dnevu samostojnosti, zadržali pod 7,5%. Kakšna je danes stopnja brezposelnosti? 7,2%. Deloma narašča zaradi pokojninske reforme, pričakovanja in učinkov ter sezonskega učinka ter čiščenja slovenskega gospodarstva zaradi krize v edinem sektorju, ki dejansko beleži padec aktivnosti, to je v gradbeništvu. Kljub temu smo država med 5, 4. po vrsti, ki ima najnižjo stopnjo brezposelnosti. Tisto, na kar moramo biti pozorni, je inflacija. Inflacija je bila lani pod 1% in se zdaj giblje proti 2%, tako da se o tem posvetujem z pristojnimi ministri, da nam ta podatek ne bi ušel iz nadzora. Leto 2009 in leto 2010 je zlasti 2009, toda tudi 2010, ko so se kazalci že obrnili navzgor, zlasti v 3. četrtletju, je povprečna slovenska družina čutila krizo manj, kot je bila ta realna. Zaradi ukrepov vlade. Mi smo v teh 2 letih za 44% povečali socialne transferje in druge oblike socialne pomoči, da smo ublažili padec življenjskega standarda ljudi in ohranili socialno povezanost družbe. Veste, da je bil pred časom v Cankarjevem domu Nobelov nagrajenec. Ko so ga vprašali, če parafriziram, kaj pravzaprav svetuje v teh razmerah, je rekel, na koncu vseh koncev so vlade odgovorne, da pazijo na standard ljudi, tudi v težkih razmerah. Da se ta drastično ne zniža, čeprav pride do tako hudih razmer, kot so ciklične gospodarske krize, največja po 2. svetovni vojni v letu 2009 in 2010. In to je slovenska vlada storila. Na koncu se mi zdi pomembno, da se vsem tem času ni zvišalo število ljudi, ki so padili pod prag stopnje revščine. Mi imamo ljudi, ki težko živijo. Zelo veliko ljudi se zelo težko prebija iz meseca v mesec. Mi bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo najbolj siromašnemu sloju ljudi, naj bo kakršenkoli razlog za njihovo siromaštvo, pomagali. To je socialna in solidarna država. Hkrati pa bomo, to je pa zdaj napoved, v letu 2011 in 2012 dali prednost 4 ali 5 projektom, ki bodo bistveno povečali konkurenčnost slovenske ekonomije. In zdaj bi rad tukaj, ker te projekte poznate, gre za spremembe na trgu dela, zlasti za dinamiziranje trga dela, gre za vprašanje omejitve stroška delovne sile, gre za omejitev stroška države, se pravi za pocenitev države, ne samo javne uprave, ampak mislim sektore države v širšem smislu, gre za zdravstveno reformo in tako naprej. Te prioritete bomo skupaj z ministrskim zborom in z vrhom koalicije dorekli v prvi polovici januarja. Mi imamo približno, to smo že danes ugotovili v eni neformalni debati ob 8. točki dnevnega reda, mi imamo zelo soroden pogled na to, kaj treba storiti. Treba je zdaj ugotoviti samo, kako procesirati to odločitev, da bomo tudi uspeli. Naj se za hipec vrnem na leto 2010. Na začetku leta sem povedal, zdelo se je skoraj da nemogoče,
da bomo odprli fronto v celoti. In malo kdo med vami je brško ne verjel, da bomo od decembra istega leta lahko pokazali ta uspeh. Izplačalo se je biti pogumen in odpreti fronto v celoti. V letu 2010 bi radi fokusirali, kot sem prej povedal, naše aktivnosti na povečanje konkurenčnosti, seveda na to, da zadržimo socialno povezanost. Moramo pa vedeti eno stvar. Vlada je pripravljena in želi prevzeti odgovornost za te odločitve na svoje ramena. Skupaj s politično večino v parlamentu, ker je za to dobila mandat leta 2008. Mi ne želimo prelagati bremena teh odločitev na ramena ljudi. Seveda pa imajo v skladu z ustavo pravico, da če zberejo podpise ali na drug način izpolnijo pogoje za referendum, referendum tudi izpolnijo. In tukaj vam bi rad povedal znova, kot politik, ki je ves čas samostojne Slovenije tako ali drugače aktivno udeležen, naslednjo izkušnjo, ki jo vi prav dobro poznate. Kadarkoli, ne glede na popularnost vlad, kadarkoli so ljudje odločali o tem, da si bodisi z referendumom povečajo obseg pravic, recimo pri telekomunikacijah, ali pa večinoma zmanjšajo obseg pravic, ni bilo dvoma, kakšen bo izid referenduma. Ljudje so seveda glasovali, to je čisto človeško, v svojo korist. Zakaj to pravim? Vlada bo pripravila, in je že, ne samo pokojninsko, ampak tudi druge reforme. Mi se bomo posvetovali z delodajalci in sindikati. Tako kot letos bomo poskušali voditi socialni dialog v dobri veri, da pridemo morda tudi do skupnih rešitev. Vendar se prav lahko zgodi, da ne bomo prišli do skupnih rešitev. In zdaj se zastavlja ključno vprašanje. Ali bodo vsakič, ko bo ena skupina ljudi, taka, ki bo izpolnila ustavne pogoje za razpis referenduma, protestirala proti odločitvi vlade, ki je sicer neizogibna, če hočemo doseči naše razvojne cilje, razpisala referendum in pravzaprav počasja zanesljivo v kolesje potrebnih reform nametala dovolj peska, da se bo to kolesje reform zaustavilo. To, gospe in gospodje, ni problem samo vlade, ki jo vodim jaz. To je problem v prihodnosti sleherne vlade. Eno je, če imate obdobje konjunkture ali običajnih gospodarskih razmer. Ali potem pade en referendum o termoelektrarni ali ne, ni zelo bistveno. Če pa imate obdobje gospodarske krize, ko gre za to, da se uvrstite v valutno, gospodarsko in politično skupino najbolj prosperitetnih držav v Evropi, potem pa je uspeh sleherne reforme pogoj za to. In če bi te reforme začele na referendumih padati, potem se bo kolesje ustavilo ne samo tej vladi, ampak tudi naslednji. Zato sem danes predlagal, da se ambiciozno nadaljuje za razmišljanje, posveti in končno odločitvijo o referendumski zakonodaji. Jaz vem, da bodo odločitve naletele na hud odpor, češ da poskuša oblast, da bi dosegla svoje cilje, za vsako ceno omejiti demokracijo. Ta argument poslušam 20 let. Naj bom v koaliciji ali opoziciji. Naj vam povem, da tudi takrat, ko sem bil predsednik opozicijske stranke, nisem bil nenaklonjen temu, da spremenimo referendumsko zakonodajo. Referendumi morajo biti legitimni. Poglejte, koliko ljudi se udeležuje referendumov in kaj ljudje, zlasti tisti, ki ne gredo na referendum, pravijo o smiselnosti referendumov. Da politika beži od odgovornosti in prelaga na njihova ramena to, kar bi morala sama odločati, se je ne nazadnje za to tudi izvoljena.
Mi ne želimo prelagati bremena odgovornosti za težke, nepopularne, a neizogibne ukrepe na ramena ljudi. To je naša odgovornost in za njo bomo plačali svojo ceno v naslednjih volitvah. Ampak do takrat bomo opravili tisto, kar je potrebno opraviti. Tudi danes, ko sem se posvetoval z ministrskim zborom, sem videl enako odločnost ministric in ministrov, da v tem mandatu opravimo tisto, kar je prav, ker nam pravzaprav kaj drugega niti ne preostane. In zdaj proti koncu. Tukaj sem tudi nekoliko poznavalca in rad pobrskam po stvareh, ki me strokovno intrigirajo. Poskušal sem ugotoviti, kako je s popularnostjo vlad in voditeljev po svetu, v tem modernem delu sveta, ki se sooča s krizo. Tudi tisti, ki so na začetku, da ne bom omenjal imen, ogromno investirali v PR in poskušali pravzaprav iz svoje politike, celo iz osebnosti voditelja narediti brand, so pokleknili. Surovost realnosti je pokopala PR. Jaz sem to vedel prvi dan. Jaz sem vedel to zato, ker sem bil nekaj let najbolj popularen politik. Zato ni treba veliko. Ni treba, da imate kakšno posebno odgovornost in rečete samo tisto in takrat, kar je všečno ljudem. Povsem druga stvar je, ko imate odgovornost in ko morate sprejemati težke odločitve. Takrat pa zlasti v tako težkih časih PR, prikaz drugačne resničnosti od tiste, ki jo doživljajo ljudi, ne more nadomestiti tega, kar ljudje dejansko menijo. In kot sem rekel, če mi kdo reče, da je dejansko bolje, kot se zdi, mu odgovarjam, da bo dobro šele takrat, ko se bo tudi zdelo, da je dobro.